Lokalni načrt hodljivosti je dokument oziroma program dela in dokument, s katerim lokalna skupnost ustvari pregleden seznam potrebnih ukrepov za izboljšanje pogojev za hojo in tudi ustvari neko klimo, ki je naravnana k temu, da se te ukrepe izvede. Njegova posebnost je, da ni klasičen načrtovalski dokument, ampak nastane v enem zelo širokem in odprtem procesu dela. Govorimo o na skupnosti temelječem načrtovanju, zato ker moramo povezati prometno načrtovanje z urejanjem prostora in moramo nekako sploh vzbuditi zanimanje različnih akterjev, od tistih, ki smo samo udeleženci v prometu, do tistih, ki odločajo o ureditvah v prometu, zato da se hojo sploh sprevidi kot prometno prakso in da se ustvarjajo pozitivni učinki tako v smislu prometne kulture kot v smislu urejanja prostora. Samo z infrastrukturnimi rešitvami ne dosežemo dovolj visoke stopnje hodljivosti. Šele ko se infrastruktura poveže s kulturo vožnje in z vsemi drugimi možnimi stranskimi ukrepi, s kakovostjo ureditve javnega prostora in dostopnostjo storitev, dosežemo visoko stopnjo hodljivosti. Lokalni načrt hodljivosti, kot rečeno, ima neke posebnosti. Po eni strani gre za organizacijo dela na ravni občine, kjer urejanje prometa ali pa prometno načrtovanje povežemo z urejanjem prostora. Po drugi strani gre za široko posvetovanje z deležniki, ki po eni strani ustvarjajo peš prometne tokove, po drugi strani pa so tudi izkušeni pešci in prispevajo informacije o tem, kako potujejo. In gre za to, da se potem tudi ustvarjajo po eni strani te zelo poglobljeni uvidi v razmere in predlogi ukrepov, ki so različnih vrst, infrastrukturnih, organizacijskih in tudi promocijskih. Pomembna značilnost lokalnega načrta hodljivosti je še ta, da pristopimo k izdelavi, ustvarimo torej rečeno vedenje o tem, kakšne so razmere in kakšne razmere želimo ustvariti. Zgradimo pa tudi široko skupnost tistih, ki ali s svojim ravnanjem ali s svojim delovanjem in svojimi pristojnostmi v sistemu urejanja prostora in prometa prispevajo k uresničevanju teh ciljev. Sam način izdelave lokalnega načrta hodljivosti, tako v tem smislu organizacije, kot pa tudi posameznih metod načrtovalskih in analitičnih, je bil preverjen v 3 občinah, Črni na Koroškem, Piranu in Velenju, kot prvih, ki so se odločile, da bi pogledale pobliže, kakšne so razmere za hojo in prispevale k razvoju izdelave lokalnega načrta hodljivosti, in potem globljen in utrjen še v sodelovanju z dodatnimi 6 občinami, ki so stopile v neke vrste učni proces, se po eni strani skupaj s prostorskimi načrtovalci učile, kako se izdela načrt in sočasno preverjale v resnici proces dela in ga nekako utrdile tako daleč, da zdaj lahko to priporočamo tudi drugim, kaj deluje, kako se organizirati in priti do cilja.